Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, televizija AS oddaja Župan za vas in seveda po lokalnih volitvah, ki so že za nami, bomo v nadaljevanju še letošnjega leta in tudi prihodnjega seveda gostili nove župane. Iz občine Lendava prihaja Janez Madžar, novi župan občine Lendava. Lep pozdrav, Janez. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Torej, volitve so za nami. Tisti, ki ne okusi kandidature, tisti, ki nekako samo spremlja takole oddaleč, ne ve, da pravzaprav ogromno energije terjajo priprave na volitve in vse tisto do volitev. Malce ste si oddahnili, kaj ne? Ja, vsekakor bilo je kar naporno in napeto, ampak hvala Bogu sem imel nekako dobro energijo, nekako ne čutim tiste utrujenosti ali pa mogoče kaj sem tudi pričakoval, grejo stvari zelo dobro. Vsekakor je to nova izkušnja, katero sem se zdaj okusil, sem zavestno šel v zadevo, tako da to, kaj sem naredil, je en velik, kako bi rekel, zalogaj, pa tudi, ko se rekel, velika izkušnja za celo življenje. Pravite, v izkušnjah, že spomladi ste tudi bili kot kandidat stranke SDS, tudi zdaj so vam dali podporo, zdaj še zraven Nova Slovenija. Ste bili kot kandidat za državnozborske volitve. Tam vam je zelo, zelo malo zmanjkalo, potem pa pravijo v drugič pa, ali pa v drugo pa gre. Ja, točno tako, res je tako bilo. Sem se za državnozborske volitve tudi potegoval. Resno je zelo malo zmanjkalo, ampak nič ne de. Jaz sem bil vesel tudi tiste izkušnje, kajti, kako bi rekel, ko se podaš v nekaj, imaš cilj, ampak ta cilj je pa pol razgiban. To dosežeš ali ne dosežeš, je pa razgiban, se pravi, marsikaj se je dogajalo in se nekatere izkušnje od tam počrpal. Vsekakor pa namen oziroma takrat tudi sedaj je bila moja jasna vizija, je gospodarska nerazvitost, tudi regije naše, vsekakor pa je občina Lendava v srcu in je prva tista in se zato tudi odločil za to. Izkušnja je bila že takrat in to sem samo nadgradil in poskušal sem pošteno dalje delati v kampanji, je pa se to obrestovalo in ljudje so me pač začutili kot pravega kandidata in so mi dali zaupanje, kar sem zelo hvaležen. Čestitke seveda, tisto, kar sem morda v začetku pozabil, tudi z strani medijev. Janez, govorili ste o razvoju, predvsem o podjetništvu, o gospodarstvu, to je pravzaprav gonilna sila vsega. Prihajate iz podjetniških vod, pravzaprav ste podjetnik in pravijo tudi na splošno analitiki, da je za župana, predvsem občin, ki so malo večje kot je Lendavska, ki je skoraj da mestna občina, da je treba v vodstvu oziroma župan biti en majhen, v navednicah, menedžer. To ste in tu boste verjetno svoj potencial, svoje znanje, dolgoletne izkušnje poskušali izkoristiti. Pravite, gospodarstvo, gospodarski razvoj je zastal v Lendavi. Glejte, gospodarski razvoj oziroma gospodarstvo je osnovna celotno stvar od šolstva, kulture in športa oziroma vseh dejavnosti, ki so in katere se vežejo na gospodarstvo in če je gospodarstvo razvito, je tudi lažji razvoj na celotnem področju. Da, čutil sem to zadevo tudi v začetku leta, ko sem razmišljal oziroma so me povabili na to kandidaturo za poslanca za državni zbor in ko sem jaz pogledal tudi program, je imela kar simpatičen oziroma kar tudi izvedljiv program Slovenska demokratska stranka in sem se odločil takrat, ne. Videl sem to zadevo, ker Prekmurje je spet nekako odrinjeno na rob države, kar mi je zelo žal in sem poskušal svojo energijo in svoje izkušnje, kot ste rekli, vložiti v ta projekt, da bi tu nekako drugače zastavili zadeve. Ne rečem, so občine, ki so uspele, ki imajo kvalitetne investicije, so v svoj kraj pritegnili, kar je pozitivno, iz tistega treba tudi izkušnje oziroma energijo črpati. Kajti nekoč so Lendavo predstavljali kot eno močno gospodarsko središče in ljudje so v Lendavo prihajali iskat delo, ne. To se je v zadnjih nekaj letih spremenilo in nažalost iz Lendave ljudje odhajajo, kar mi je zelo žal. Najhujše pa mi je, da mladi odhajajo. Veste, da država, lokalna skupnost ogromno energije in ogromno finančnih zneskov
pač da v šolstvo oziroma izobraževanje slehernega dijaka. Ampak to, da mladi odhajajo v tujino, pa še toliko slabša zadeva, kajti dodano vrednost, ki jo da z svojim prispevkom, z svojimi, kako bi rekel, pridobljenimi znanji iz šol, odnese v tujino in tuja podjetja pač to dodano vrednost koristijo. In jaz sem mnenja, da te trende treba zaustaviti in treba nove investicije tudi kot pokrajina, pa tudi Lendavo nazaj na tisto mesto postaviti. In takrat ne bo negativni trend demografije tudi, kajti demografsko je tudi Lendava nekako zelo na nizkem nivoju. Tudi nezaposlenost je sorazmerno proti tudi državi visoka, ampak je možnost tudi to, da se ljudje odselijo in je negativno oziroma padec nezaposlenosti posledica tudi odseljevanja ljudi. Se pravi, to so take stvari, ko se mora upoštevati. Sem pa mnenja oziroma tudi iz mojega videnja, da je osnovni problem, da je treba na gospodarskem področju oziroma za osnovo kot občina ima postaviti neka druga, kako bi rekel, merila oziroma pogoje, da investitorje privlečemo tudi v našo občino. Nekatere občine, kot sem že prej povedal, so se znale iti, so naredile ta korak in so potegnile kar kakovostne investicije. Tudi občine Odrance, Polana in te naše sosedje občine so pač te zadeve zelo dobro urejali in zdaj nažalost iz Lendave grejo ljudje v njihove pač tovarne delati. Vsekakor pa jaz bom to nekako poskušal na tej plati največ delati. Je to težko delo, ampak treba pogoje. Mislim, da tu tudi v kampanji, ko sem bil, sem jasno na teh zadevah mojo kampanjo tudi položil in so ljudje to dojeli, da je to resna tista prava pot, da nekako spet občino Lendava postavimo na njen drugi položaj, kot je nekoč bila in tudi si zasluži. Občina, ki je seveda tudi dvojezična oziroma imate veliko madžarsko narodno skupnost, tu bržkone ne bi smelo biti nobenih težav. Vsekakor, gledajte, normalno, to mislim, po moje je tudi prednost, ne samo madžarska, tu je tudi hrvaška narodna skupnost, oziroma ni narodna, je pa manjšina, oziroma ima svoje kulturno zelo aktivno društvo. Tu so tudi srbsko, pa tudi romsko, zelo delujoče skupine, kar treba podpirati. Vsekakor je pa Madžarska največja, ker je že narodna, oziroma tudi imajo predstavnika tudi v občinskem svetu, pa tudi v parlamentu Republike Slovenije. Je to mogoče nekaterim čudno, ampak pri nas je to zelo dobro nekako funkcionira. So iskrice pa to, ampak to treba tudi kot jaz župan v nadaljevanju moram tem trendom slediti, da se te tenzije mogoče ne bi razbohotile. Sodelovati treba. Jaz kot župan, verjetno tudi kot madžarska skupnost, kateri sem tudi izvoljeni član tudi sam, na tem področju bomo delali, da je sožitje med narodoma oziroma narodnostjo korektno in na nekem višjem nivoju. Kot sem pa povedal, nikoli pa ne bomo pozabili še ostale manjšinske prebivalce občine Lendava, kajti tudi oni so en delček mozaika oziroma kamenček mozaika, ki sestavlja to sliko našo na našem področju. Je pa to prednost, kot sem že povedal, tudi prednost je to, da so bližine dveh meja oziroma držav in te prednosti je tudi v gospodarskem smislu izkoristiti in tudi v kulturnem smislu oziroma kulturnem sodelovanju in sožitju z temi našimi prebivalci. Gospod Janez Madžar, župan občine Lendava, iz slišanega, povedanega je seveda razbrati, da je v prvi vrsti seveda človek tisti, kateri ima prvo mesto v vaši viziji, seveda za, kot radi rečemo, blagor in blaginjo in dobro boste delali v prihodnje, tudi večino imate v občinskem svetu, kar pomeni, da vam želim samo uspešnega, dobrega dela v prihodnje, naj se občina Lendava razvija po vaših načrtih in vizijah. Iskrena hvala za dobre želje. Vsekakor bom delal na tem, da bojo občanki in občani občine Lendava začutili to, da je moja pozitivna energija tudi prispevala k temu, da se bo tudi drugače oziroma močneje tudi naša občina pokazala oziroma se razvijala. Hvala lepa.